Zdravo Evangelije tisti, ki nas napolnjuje z upanjem in optimizmom. Evangelij v prevodu pomeni dobra novica in to dobro novico želimo deliti še naprej. Preko prijateljev bolniki drug drugemu pomagajo pri sprejemanju trpljenja. Od nikogar ne moremo zahtevati, da bolezen sprejme. Sprejeti bolezen je milost. In v molitvi Oče naš in Zdrava Marija prosimo za vse bolnike, da bi lažje sprejemali svoje trpljenje in ga pridruževali Jezusovemu trpljenju na križu. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. Dobri Jezus, hvala Ti za vse sodelavce prijatelja, še posebej za člane krščanskega bratstva bolnikov in invalidov, ki so s svojimi prispevki v teh 50 letih bogatili bralce. Teh je bilo zelo veliko. Vsako njihovo pričevanje je prava zakladnica modrosti. Namen vseh je bil drugim polepšati življenje. Bralka bolnica, težko poškodovana v prometni nesreči, je dejala: Vsi zdravniki so se čudili, da sem preživela. En teden je bilo moje življenje na nitki. Drugi so to videli, sama se nisem prav nič bala smrti. Ko sem se prebujala iz kome, sem zelo intenzivno molila za zdravstveno osebje, za modrost pri njihovih odločitvah. Čutila sem, da mi je življenje znova podarjeno in da moram tudi jaz v zahvalo kaj narediti iz njega. Ne upam si delati velikih načrtov, ker vem, da se lahko zelo hitro vse spremeni. Moj glavni načrt je, da želim iz tega življenja narediti nekaj lepega za Boga, zase in za vse ljudi okoli sebe. Po tej nesreči mi je dana nova možnost, da odrinem bolj na globoko, bolj z Jezusom. Zmolimo za vse sodelavce prijatelja, da bi jih Sveti Duh razsvetljeval, jim dajal navdiha, da bi drugim svojim pričevanjem lepšali življenje in jih spodbudili za globlji odnos z Bogom. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. Dragi Jezus, hvala Ti za vsa prečudovita srečanja bolnikov in invalidov, o katerih je prijatelj vsa ta leta zvesto poročal.
Marsikomu so vsaj za trenutek ponudila priložnost, da vsaj za trenutek pozabi na svojo osamljenost. Bolnica je na prijatelja naslovila naslednje pismo. Dragi prijatelj, vesela sem, ko prejmem prijatelja, ki mi je zelo všeč in v njem najdem veliko lepega. Prav tako sem vesela, kadar dobim kakšno pismo. Vidim, da niste pozabili na nas bolnike. Imam zelo malo obiskov. Zdravi ljudje često pozabljajo na bolne. V posteli sem že 20 let. Boleham za sklerozo multiplex, ne morem hoditi in tudi težko pišem. Zelo sem bila vesela, ko v pismu pišete, da bo v Nazarih srečanje, kjer se bomo bolniki spet sešli. Lanskega srečanja ne morem pozabiti, kako smo se lepo imeli. Bog poplačaj za vse skrbi in delo, ki ga žrtvujete za bolnike in osamljene. Pozdravljam se skupaj, če Bog da, se vidimo v Nazarih. V tej molitvi prosimo, da bi še naprej nadaljevali s temi srečanji, ki so mnogim dragoceni trenutki graditve medsebojnega prijateljstva in prijateljstva z Jezusom. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kako v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. Dobri Jezus, hvala za vse duhovnike, ki so sodelovali pri srečanjih in pri ustvarjanju prijatelja. O tem, kakšen pomen ima duhovnik v življenju bolnika in invalida, priča naslednje pričevanje bralke prijatelja. Zapisala je: Bila sem na specialnem pregledu v bolnišnici zaradi nove bolezni, ki se tako rade pridružijo nam hudo bolnim. To noč pa mi je bilo zelo slabo. Mama je šla že zjutraj po zdravnika. Pričakovala sem jo kar z optimizmom. Ko pa pride domov, sem že na obrazu spoznala, da nekaj ni v redu. Čez čas mi reče: čez 2 uri pride rešilni, v bolnišnico moraš. Jaz pa seveda v jok. Čeprav sem vajena bolnišnic, me je tokrat zlomilo. Živci včasih popustijo. Čez nekaj časa slišimo daleč maminin glas: Naj grem po gospoda župnika? Prosim, ji kratko odgovorim z jokajočim glasom. Ko se že malo pomirim, zagledam na vratih gospoda župnika. Takrat me spet stresa in ponovno zajokam. Gospod župnik se mi bliža in me potolaži z blago besedo. Saj bo bolje, me potolaži. Medtem ko sem opravila spoved, je mama že pripravila mizico tudi za obhajilo. Po prejetju Jezusa v Najsvetejši Evharistiji, svojega zvestega prijatelja, sem začutila mir. Bila sem spet močna v duši in po telesu. Strah je izginil. V molitvi tokrat prosimo za vse duhovnike, da bi še naprej prinašali Kristusovo moč in mir tam, tako preko osebnih stikov, kakor tudi preko revije Prijatelj. Oče naš, ki si v nebesi, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen. Dobri Jezus, hvala za vse tiste, ki so revijo v teh 50 letih podpirali materialno, tehnično, oblikovno, molitveno, finančno ali so kako drugače sodelovali pri njenem nastanku. Prosimo za njihovo vztrajnost, da bodo nadaljevali pri svojem plemenitem poslanstvu. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. In na koncu se zahvalimo še nebeški Materi Mariji, ki jo imenujemo tudi zdravje bolnikov. S svojim materinskim plaščem je vseh 50 let bdela nad revijo Prijatelj in ji sprosila veliko milosti. O njej so veliko pisali tudi sodelavci Prijatelja. Sodelavka Kati je zapisala naslednje besede. Roka mi seže na polico, vzamem, kar je najbližje prijemu. Bel kipec, navijen ključek na zadnji strani in po sobi se razlije znana melodija. Čisto tiho zapojem, zvonovi zvonijo, premilo pojo, častijo preblaženo luško gospo. Pred mano vstane slika iz preteklosti. Tako je živa, da ni le spomin na romanje v Lurd, ampak kot podzavest, kot delček sedanjosti. O prazniku Luške Matere Božje v mislih še pogosteje hitim pred skalno votlino, kjer moja nemirna notranjost vedno najde potešitev. Luška Marija, kot dih iz nebes je stopila z neskončne višine. Povsod je ljubljena mati vseh preprosta in resnična, polna milosti. Vedno je ob nas in čaka. Sprejmimo darove, ki jih prinaša na zemljo. Njena ljubezen, dobrota in usmiljenje naj se neprestano rojevajo v naših srcih, kot cvetje v dehteči pomladi. Tako sodelavka Kati. In v zahvalo naši nebeški Materi Mariji, da nas spremlja na naši poti prijateljstva, bratstva, bomo zmolili litanije Matere Božje. Gospod, usmili se. Kristus, usmili se. Gospod, usmili se. Kristus, sliši nas. Kristus, usliši nas. Bogoče nebeški, Bog Sin odrešenik sveta, Bog Sveti Duh, Sveta Trojica, en sam Bog, Sveta Marija, Sveta Mati Božja, Sveta Devica, Mati Kristusova, Mati Cerkve, Mati milosti Božje, Mati prečista, Mati brezmadežna, Mati nedolžna, Mati deviška, Mati ljubezniva,
Mati čudovita, Mati dobrega sveta, Mati stvarnikova, Mati odrešenikova, Devica najmodrejša, Devica častitljiva, Devica hvale vredna, Devica mogočna, Devica milostljiva, Devica verna, podoba pravice, sedež modrosti, začetek našega veselja, posoda duhovna, posoda časti vredna, posoda vse svetosti, roža skrivnostna, stolp Davidov, stolp slonokoščeni, hiša zlata, skrinja zaveze, vrata nebeška, zgodnja danica, zdravje bolnikov, pribežališče grešnikov, tolažnica žalostnih, pomoč kristjanov, kraljica angelov, kraljica očakov, kraljica prerokov, kraljica apostolov, kraljica mučencev, kraljica pričevalcev, kraljica devic, kraljica vseh svetnikov, kraljica brez madeža izvirnega greha spočeta, kraljica v nebesa vzeta, kraljica svetega rožnega venca, kraljica družine, kraljica miru. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta. Pod Tvoje varstvo pribežimo, o sveta Božja porodnica, ne zavrzi naših prošenj, naših potrebah, temveč reši nas vselej vseh nevarnosti, o častitljiva in blagoslovljena Devica, naša Gospa, naša srednica, naša besednica, svojim sinom nas spravi, svojemu sinu nas priporoči, svojemu sinu nas izroči. Prosi za nas, sveta Božja porodnica. Molimo. Gospod Bog, vedno naj se veselimo zdravja na duši in na telesu. Na priprošnjo svete Device Marije nas reši zemeljskih bridkosti in nam daj uživati nebeško veselje. Po Kristusu našem Gospodu. Božja pomoč ostane vedno pri nas. Kruh iz nebes si nam podelil.
Molimo. O Bog, prenavljaš nas svetimi skrivnostmi, prosimo, napolni naša srca srečo svoje ljubezni, da bomo hrepeneli po neizrekljivem veselju Tvojega kraljestva, po Kristusu našem Gospodu. Molimo sprav za bogokletje. Bog bodi hvaljen, hvaljeno bodi njegovo sveto ime, hvaljen bodi Jezus Kristus, pravi Bog in pravi človek. Hvaljeno bodi ime Jezusovo, hvaljeno bodi njegovo presveto srce, hvaljena bodi njegova predragocena kri. Hvaljen bodi Jezus najsvetejšem oltarnem zakramentu, hvaljen bodi Sveti Duh tolažnik, hvaljena bodi vzvišena Mati Božja, presveta Devica Marija, hvaljeno bodi nje sveto in brezmadežno spočetje, hvaljeno bodi njeno slavno vnebovzetje, hvaljeno bodi ime Device in Matere Marije, hvaljen bodi njen prečisti ženin sveti Jožef, hvaljen bodi Bog v svojih angelih in svetnikih.